Kako lepo je zalaufal tole. Kje ste, folk, kvaj zdaj? Dobrodošli na mojem videu. Tokrat bom naredil malo drugačen video in sicer uporabljal sem tle novo kamero, tisto 360 od Insta. Sem jo dobil od roka za rojstni dan. In tole je bilo prvič, da sem jo uporabil. Taka huda kamera, snema vse okoli in okoli in glej, ta prehod. Tako da si lahko kar ustvarjalen. No skratka, tole, kar zdaj vozim, je Moto Guzzi. In prvič v življenju sem vozil klasičen motor. Se pravi, nikoli prej nisem imel nobenega stika s takimi motorji kot je tale. Dobil sem ga pri PVG-ju, se pravi, to je trgovina, ki prodajajo Piaggio, Vespe, Gilere. Zdaj prodajajo tudi motocikle tam, kot so Moto Guzzi, Aprilia. In ker sem jaz dober z njimi, sem rekel, daj da malo stestiram te motorje. In itak, zato da ne bom omejen samo na motorje modernega časa, sem si rekel, daj mi to klasiko. In to je v bistvu Moto Guzzi V7 Speciale. A se ti zavedaš, da je Moto Guzzi V7 bil prvič predstavljen leta 1967? To ti je bilo narejen, glej, mi še nismo bili v zraku, kaj šele v jajcih. Bil je pa narejen, da nadomesti en model Falcone. Pojma nijem, to so res starodobniki. In v bistvu V7 ti je en izmed najbolj prepoznavnih in ikoničnih motociklov v zgodovini Moto Guzzija. Bil je pa narejen v različnih generacijah in vedno je posodabljan in izboljševan. Še vedno je ful popularen motor med ljubitelji motociklov v vseh verzijah, klasičnih, sodobnejših različicah. Spravo, sodobnejše različice so imele boljše motorje, boljši vbrizg. Spravo, oni posodobijo, da motor manj pije, da bolj gre. In dejansko z leti je vse boljši in boljši. In mene osebno to ful veseli, da lahko voziš eno tako ikono, ki je bila narejena 60-70 let nazaj. No, tukaj, kakor slišite, veter se ful sliši. In ko mi čakam, da naredijo kamero, da bojo to popravili. Gača, si vedel o Moto Guzziju neki? Pravijo, da je najstarejši evropski proizvajalec motorjev, to ni zajebancija. Imajo neki svoj stil, res unikaten dizajn, ki ga najdeš sam par njih. In ful zanimiv podatek je, da ima Moto Guzzi svoj sedež v Mandelu del Lario. To je nekje tam v Italiji, tam je ful lepo. To je tam nekje nedaleč od Milana. Veš, ta italijanski šarm se prenaša tudi na njihove motorje in so res posebni. Drugače, en zanimiv model, ki ga imajo, na primer V7, to je ta, ki ga zdaj gledaš, a ne? Pač huda mašina, idealna za dolge vožnje po podeželju, imajo pa tudi bolj športne, pa touring modele, pa vsak najde neki zase, veš. Ej, veš, kvaj je najlepš? Da Moto Guzzi dela tudi te limited edition modele, kot je ta Speciale, res za prave nadušence. To so res pravi unikatni kosi umetnine na dveh kolesih. Tako da, vse tiste, ki jih zanima mešanca italijanskega stila, zgodovine in močnih motorjev, je ta Moto Guzzi definitivno ena od teh znamk, ki jih moraš pogledati, pa probati. Daj še malo tehnike, da ti povem, ej. Ne vem, če veš, da so bili eni izmed prvih, ki so uporabljali koncept transverzelnega V-twin motorja, karkoli že to pomeni. In to pomeni v bistvu, da sta cilindra postavljena v obliki črke V, prečno glede na smer vožnje, to ga daš gas kar desno cuka. To ti je oblika, ki daje Moto Guzzijevim motorjem tisto posebno moč in značaj, kar jih ločuje drugih znamk. Drugače, zgodba Moto Guzzija je tudi polna adrenalina. V času vojne so izdelovali motorje za italijansko vojsko, potem so leta 1950 ustvarjali model Falcone, ki je postal legenda na cestah. In ne sam to, Moto Guzzi je tudi zmagal na številnih dirkah, osvojil svetovne naslove in si pridobil spoštovanje motoristične skupnosti. Pa še neki. Moto Guzzi je tudi pravi pionir v tehnologiji. Prvi so uporabljali aerodinamične oblike pri svojih motociklih, že prej je to postal popularen. In še vedno so se trudili biti korak pred drugimi, kar se tiče inovacij. Pa še ena zanimivost, Moto Guzzi je tudi ena izmed redkih znamk, ki nikoli ni prenehala s proizvodnjo motociklov. Se lahko zavedaš, oni so od začetka do zdaj. Tako da lahko rečemo, da imajo res močno vez z motorji, ki je del njihovega srca in duše. Drugač sem videl, da imajo kar par modelov tele v Moto Guzziju, in sicer to je Moto Guzzi
85 TT, to je tak mal varianta GS BMW. Pol imaš Moto Guzzi V7, kot je ta. Pol imaš Moto Guzzi V9, ki je tehnološko isti, sam drugačne gume. Pa V100, tega V100, tam izgleda tako full modern oziroma novejši motocikl in tega me prav matra, da vozim. Zdaj, za koga je sploh Moto Guzzi? Jaz priznam, da je ta motor v bistvu bolj za starejše. Vse je bilo fajn se furat, v bistvu taka bolj langsam vožnja, easy. Se pa vidi, da v bistvu sem jaz malo premlad. Se ne rečem, če bi imel zdaj full denarja, pa bi si lahko izbral več motorjev, bi dejansko si tudi tega furil, sem ker budžet je pač kakšen je, večinoma ostanemo pa enem motorju, mogoče dva. Pač ne bi bil moja prva izbira, ker je toliko bolj hitrejših in, kako bi rekel, močnejših motorjev. Priznam, malo mi je prešvoh, ampak za tiste, ki cenijo brundanje pa mir, pa tako v easy vožnjo je v bistvu Moto Guzzi zakon. Mogoče, ko bom starejši, ja. Ampak drugač, ful so nad njim navdušeni tisti, ki imajo radi zgodovino, ki cenijo to dolgoletno zgodovino Moto Guzzija, spoštujejo dediščino znamke in so ponosni na tradicijo, inovacije in uspeh znamke skozi desetletja. Bolj ljubitelji klasičnega stila, te, ki imajo radi retro dizajn, klasični videz, pa njih privablja ta ljubezen do te oblike, old school, in oni cenijo eleganco, prefinjenost. In te ljudje, ki pač uživajo v vožnji stilom, imajo radi videz motorja, ki izraža karakter. To sem videl, ko so ljudje prihajali starejši, sem jih čisto razumel, ker to je bilo pač in, ko so oni bili mladi. Pol dober je za pustolovce, touring navdušence, ki radi grejo na dolge razdalje, se odpravijo na pustolovščine in cenijo udobje in zanesljivost, ki jih nudijo te Moto Guzzi motorji. Prav idealni so za raziskovanje sveta na dveh kolesih, čeprav bi mogel ful opremiti, se pravi te torbe dati pa to, ne. Pa ful so navdušeni nad njimi zbiratelji, se pravi te, ki zbirajo motorje, sploh kakšnih omejenih izdaj, kot je ta speciale. Pa samostojni individualisti pritegne tudi tiste, ki iščejo nekaj drugačnega, ki hočejo izstopati, sploh med vso to plastiko danes, ki se nahaja na cestah. Zdaj se pa tukaj malo ustavim, to je moja postaja, pa se na Žečah, malo se spočijem, pa grem naprej. Ampak tokrat sem pa srečal. Kako ti je ime? Fabio tukaj. Vse, kjerkoli si, ker je 360, tako da snema vse. To je malo drugačna kamera. Fabio je tudi motorist, fura bandita Jure 200, pa zelo mu je všeč tale Moto Guzzi. Dobro furi, stari. Je to? Ker v desno ga ruke. A veš? Kjerkole. Živa Fabio, se vidimo. Ajde, čao. Pa gremo, neki se nevihta pripravlja. Neki je čuden vreme. Skozi se sonce, kaj grem jaz dol na morje, pa me straši, ej. Pa dobe, bomo prišvel. Sem že čisto na šicu, sam da sem šel po pijačo. Pa na pol poti. Gremo. Glej, tako ti jim povedal, dobro se sliši. Ful sem vesel, da ta kamera dejansko, če obrnem proti meni, nekako še zajema zvok, da se ne sliši toliko vetra, kar prej pri onemu DJI-ju pa GoPro-ju ni bilo možno. Tle sem pa najdel enega na 125, ki je lep motor, pa sem rekel, da ga malo posnamem, pa da vidimo, če se bo prepoznal, če gleda moje vloge, a ne. Pa sem ga pustil, da malo potegne. Zelo rad poslušam zvoke 125 kubičnih motorjev, ker sem sam bil lastnik, se pravi Giler SP02. No, tukaj sem pa pol mu pokazal, kaj je spet 850 kubikov. Glej, kubiki so pač moč in tukaj se vidi, koliko imaš velik motor, tudi hiter greš. Ampak nima veze, dejansko sem se pelil proti Kopru, da ga stestiram, to je nekako mi ratala ena taka stalnica. Vsakeč, ko dobim motor, grem na morje, po stari cesti, ker to je nekaj najlepšega, če mene vprašaš, ta cesta. Tam nekje od Vrhnike Logatca naprej, do tja grem še po avtocesti recimo, pogrem pa na staro cesto, ampak tukaj se moram pa vedno ustaviti. Glej, včasih pač treba pogledati si tudi malo okolico, pa se veš, paša za oči.
Črni Kal, evo ga, prišli smo sem, testiramo tole mojo novo kamero, me prav zanima, kako izgleda. Ampak zdaj, da se malo ustavimo, da vam pokažem dejansko, kaj jaz sploh vozim. Kakor vidiš, tole je Moto Guzzi V7 Special. Se pravi, tole je klasik motor, 850 kubikov, V2 motor, 65 konjev. Kakor vidite, oblika pominja 50, 60, 70. Tale motor privlači starejše moške. Kadarkoli sem se kjerkoli ustavil, je bil en starejši, je prišel, kjer lep motor, pa še šprikle ima. Glih to je ta Special, ki ima te šprikle, pa halogenko. V času ledic so mu dali halogenko. No, žmigavci so led, zadnja luč je led, zadnji žmigavci so led, vse je led, sam sprednja je ostala halogenka, zato da je Special. Drugače imaš še navaden model, pa imaš pa še en model, se pravi 3 modeli V7, ki so. Motor je narejen za uživati. Ne mara hitre vožnje, ne mara hitrega prestavljanja, ne mara hitrega zaviranja. Je udoben, lepo požirane ravnine, sam malo se začne zibati pri višji hitrosti. Drugače, Specialka ima tudi tale dva old school tahografa, en je za hitrost, ima ti ACR, ima ABS, en je pa za obratomer. Drugače, ko prižgeš ta motor in daš gas, obratomer malo zamuja. Je pa tako, to je Italijan, ima karakter. Se pravi, vsakič, ko prižgeš, drugač prižiga. Enkrat malo dalj časa rab, enkrat malo manj časa rab. Pa kaj je najbolj pri tem motorju tako čuden, oziroma kar me je najbolj presenetilo, je pa to, da ko prižgeš motor in daš gas, ga v desno cuka. Se pravi, zaradi te postavitve V-motorja ga v desno cuka. Slišal sem, da ni dobro s tem dregati, ker lahko te pri visokih hitrostih oziroma pri visokih obratih, če spustiš klopko, obrne. A veš, kaj me zanima? Kaj je to za en plac? Tukaj so te ploščadi, pa stare ograje, pa stopnice. Tole je moral biti še pred mojim časom kakšna gostilna ali pa kakšna ploščad za razgled. Ker zdaj gledaš to je tako mesto duhov. Folk se ustavlja samo zato, da pogleda malo tist most, pa da lahko ščije pa serije, pa da meče odpadke. Drugače pa, kako pogledaš te ograje, koliko je to staro. Po moje 50-60 let staro. In če kdo ve, ima kakšno informacijo, mi lahko napiše spodaj komentar, kaj sploh je to, oziroma kaj je bilo tle. Ja, kaj pa gledaš nazaj? Ja, kaj? Testiral sem, kako kamero postaviti. Imam eno tako dolgo palco in sem jo pač pripel dol na nosilc. Ta motor je super za kakšne take stvari. Ampak ta palca je tako visoka in ta klampa, ki stisneš, saj stisne sam, ker sem prvič vozil, nisem imel občutka in sem skozi gledal nazaj, da ne upadala, Ampak, kakor vidite, je držal. Najbolj varno se počutim, ko je kamera spredi, pa je dosti nizko. Ko jo daš pa vzad, pa je visoka 2-3 metre, pa gledaš, da bo padla dol. Ker je kamera taka, da ima leče ob strani, čim se dotakne tal, gre leča, lahko vržeš kamero v smeti. Saj imaš neke zaščite, samo te zaščite so pa tako, spremeniš temperaturo iz prostora, greš ven, se vse skup zarosi. In pol imaš take fleke, ampak v tem primeru je malo drugače. Poglejte si te fleke gor, to so pa mušice. Ja, mušice, saj veste, kaj se vozite z avtomotorjem. Sploh pa, če imate čelado. Sem videl prejšič pri kolegu Nebojši, da ima tiste robčke s sabo. Pa mi je bilo čuden, zakaj imaš te robčke? Ja, pol sem dojel, da si lahko briše vezir. Ker zadnje čase pač se tudi meni dogaja, da nič ne vidim. In pol se ustavljam na raznih bencinskah in pucam si vezir, k na avtu šipo. No, tole je pa Črni Kal, znameniti ovinki. Tole je, kako bi rekel, obljubljeni raj, dežela za motocikle, za tiste, ki radi polagajo. Jaz priznam, jaz nisem neki full motorist, da bi kolenčkal pa to. Vedno sem se bal, da bom padel, pa še danes sem. Včasih sem kar trd, kar v bistvu ni dober, ampak si v glavi rečem, vse gume držijo, vse je vroč asfalt, vse bo, ampak kar ne in ne. Ampak sploh pa zato, ker menjam tok motorje, pa je vsak tok drugačen. Pa mogoče tudi zato, ker se imam rad. Ne lovim glih sekunde, pa stopinje, pa koliko bom v letu, pa da bom frajer pred drugimi. Rad bi bil živ, tako da ga grem bolj v izi. No, tukaj levo je pa pač en tak plac, ki se imenuje Viki Burger, to je že dolg časa. In dejansko sem se nazaj grede prvič v življenju ustavil. In kaj je bila največja fora? Človek me je prepoznal prav, a sti unišče furi raus, aco, ki je prefukal šoferja. Jaz sem, evo kuča, časti, kaj boš. In sem dobil kavico zastojn. Včasih tudi slava, če bi lahko temu tako rekel, pomaga, pa kakšne pluse prinese.
No, tukaj dol, ki sem se zdaj spuščal, dejansko prideš do stop znaka in zaviješ levo in tam se spomnim, na desni strani so velikokrat policaji, kjer ustavljajo folk in gledajo, kakšne imajo izpuhe. Ker veste, da motoristi imamo radi glasne izpuhe, zato da nas ljudje slišijo, pa da malo pofoliramo. In glasni izpuhi rešujejo življenja. Čeprav zdaj te nove euro norme, eko pa gor dol, v bistvu uničujejo motorje, jih dušijo in dejansko približujejo elektriki, da smo neslišni. Ampak v situacijah, kot so mesta, hitre prehitevanje te fore, je dobro, da te ljudje slišijo že oddaleč in se pripravijo nate. Tako recimo kar rešilci, ki so. Tudi rešilci pržgejo sirene, zato da jih ljudje oddaleč slišijo, zato da ustrezno tudi reagirajo. No, tle je bil pa en problem. Tale motor ni imel vinjete, jaz pa tega nisem vedel, oziroma sem vedel, ampak sem tukaj proti Kopru šel na to cesto in sem upal, da ne rabiš vinjete, ampak si jo rabo. No, tukaj smo pa že noter, v Kopru prihajamo, ne, te njihovi krožni me kar mal medejo, kljub temu, da sem bil že 100-krat, ampak upam, da se bom počas navadil. Drugač Koper zdaj, pa Koper 20 let nazaj, se je ful spremenil, ful se je moderniziral. Meni je Koper všeč. Včasih smo šli sam mim, pa smo šli v Portorož, no danes grem pa kar rad v Koper. Zakaj? Zato, ker v Kopru je veliko vsega, ne? Tako za videti pa za hoditi. Plaže ni baš neki, ampak recimo tukaj na levi strani imate tržnico, na desni strani včasih so bili tudi partiji, kozmonautika se mi zdi, in tako imaš veliko za videti, sploh za taka mehna mesta, kot so Koper. Pa še palme imajo, ka ne vem, kako preživijo te mraze pa to, ampak glej, očitno dober. No, drugač, prednost motorjev je, da ni gužve za tebe, ker se lahko ufuraš, uštulaš, kamor hočeš, sploh s skuterjem, ampak tukaj, hvala Bogu, ob tem času ni bilo neke gužve, tako da je promet tekel čisto tekoče. Sem pa gledal, kje da se ustavim, pa da naredim zaključni pogovor oziroma govor, ker dejansko je bilo to konec moje poti in tukaj sem se odločil, da bom šel na en burek, da se najem, pa da grem počasi nazaj. Evo ga, prišli smo v Koper. Če vam je bilo všeč, saj veste, komentirajte, kako se vam je zdela pot, pa joinite se. Tako da, hvala za ogled. Na morju smo.